Jaz vam bom danes govorila o družini oziroma o skupnosti. Jaz se rada pomenujem družina. Zakaj? Zato, ker mi je dosti bolj toplo, kot če rečem neka skupnost. Ker skupnost, ja, se je na nek način osebni odnos, ampak vse se mi zdi malo premalo. Tako da družina, ki vam prinese radostni denar. Je fajn, ne, ko smo majhni, pa smo doma, pa starši za nas skrbijo, pa ne rabimo ne skrbeti, da bomo imeli za čez mesec, ne bomo, pa gremo v službo, pa se pa ti problemi začnejo. No. Kaj pa, če vam jaz rečem, da imate lahko tudi družino, ki pa ni vaša krvna družina, ampak ste vseeno z njimi tako povezani, kot ste povezani z svojimi krvnim sorodstvom. Ja, to se tudi da narediti. Zdaj pa da jaz vidim. Ok, tako. In ja, nič ni večjega pa močnejšega kot družina. Tako da to ste verjetno že pogruntali. Če ste imeli kakršnokoli težavo, na koncu tiskajo je ostala vaša družina. Ok, predno gremo naprej na predavanje. Ne vam jaz povem, kdo sploh jaz sem, pa verjetno vsi me prvič danes vidite. Jaz sem prvo mamica tega dvema lušnjima punčkama in danes sem zelo ponosna in pa hvaležna za to, da imam te dve lučne punčke. Tudi hvaležna sem za to, da imam podjetje, ki se imenuje Magalu.com, to je spletna trgovina z ustvarjalnimi pomočki in smo na tržišču že 5 let. Ponosna sem in hvaležna tudi za to, da danes stojim tlele pred vami, jole se opravičujem, mamica, ker že v družini govorim. Skratka, hvaležna sem za to, da sem danes pred vami, da lahko z vami delim svoje znanje, ki sem ga dobivala prek različnih predavateljev po vsem svetu in da vam lahko delček tega mojega znanja podelim vam z vami. Ni bilo pa vedno tako. Kakšno leto pa pol nazaj sva se, zaprav to bile 2 meseca po rojstvu do druge hčerke, sva se s svojim možem razšla. In takrat se je meni nekako sesul svet. Nisem vedela, kaj narediti, kako narediti. Padla sem v depresijo, razmišljala sem o tem, da zaprem spletno trgovino. Kljub temu, da smo spletli prijateljske zvezi z našimi strankami, oziroma pač jaz sem večjim prijatelji. No, ampak vse. Pobrala sem se, danes sem tle in tako je izgledala, pač, ko sem bila jaz čez smrnu, kljub temu, da sem imela 2 lučne punčke ob sebi. Mi to nekako ni veliko pomenilo. Tudi ustvarjanje, ki je bilo meni in sploh, ker to je pač meni odklop, nič ni funkcioniralo. Tako da pa sem delala 1 let pa pol intenzivno na set na mojem mindsetu in danes sem tako oziroma taka, ki me tle vidite. In takrat, ko se je pač zgodil ta klik pri meni, sem se odločila, da bom začela svoje znanje, ker ga imam res veliko, prenašati na vas, oziroma ga deliti z vami. Ne samo v ustvarjalnem smislu, ampak tudi v smislu marketinga, oziroma, kako reče moja mentorica Lenja Faraguna, marketing, se pravi, da delaš se srcem, ne samo za denar. Tako da, ok, pa začnimo. Tle je en citat, ki sem si ga sposodila, oziroma tole je Lenja napisala v eni skupini oziroma grupi na Facebooku, katere del sem. Zdaj, lahko ga preberem, a vsi zastopite angleško ali rajše slovenščino prevedem na hitrco. Ok, bom slovenščina. Imeti ljudi okoli sebe je najboljši ključ, oziroma je to, kar dela tvoje življenje, tisto, kar mora biti. Ne samo to, da postaviš svoje na en kup, oziroma da se ga znebiš, ampak da imaš, in ne samo to, da imaš to prav mindset in da delaš na sebi, ampak je zelo pomembno to, da imaš okoli sebe ljudi, ki te razumejo, ki te inspirirajo, ki se učiš od njih, ki slavijo oziroma praznujejo s tabo poraze in pa vzpone in obratno, se pravi, da si ti tam za njih, da ti za njih skrbiš, da se ti veseli z njih. Tako da to, kar je ona napisala, je bistvo tega, kako vi gradite skupnost oziroma kako gradite družino. Ajde, pa pejmo mečkam veliko drobno. Se pravi, prva stvar, ki jo morate se naučiti, če hočete imeti skupnost, ki vam bo res sledila, je, da dajete. Da dajete znanje. Druga stvar, da morate spet dajati.
recimo energijo, se pravi, da ne pridete, ali pa če delate recimo video, da niste danes bom pa govoril, ali pa ne vem, pridete na seminar, pa se tako, danes pa je pa ful strah, kaj bom povedal, pa ne, pridete gor, pridete samozavestno, pokažete, da vam je malo za ljudi. In ta tretja stvar je spet morate dajeti, se pravi, recimo inspiracijo, da ste ljudem inspiracija, da se zgledujejo po vas, da ste jim vzor. Se pravi, skozi morate dajeti, predno jim začnete prodajati. Prodaja je tako na koncu. Lenja ima ful lep izraz in ona prav, da se morate tetovirati v srce ljudi. In ko to dosežete, takrat bodo oni od vas kupovali. Ne glede, sploh ne bodo vprašali, kakšna cena je. Pač enostavno toliko se povežete z njimi, da se pol odločijo za vas. Ok, in kako lahko daješ? Prvič morate vedeti, kdo je vaša ciljna publika. Zdaj, mi se danes ne bomo o tem učili, kaj pa, kako jo postaviš, je pa dosti več od tega, da veste sam, kjera starostna skupina je pa kjer spoj. Recimo, fajn je, da veste, ne vem, moja ciljna skupina, pa lahko jih imate več, ne samo eno. Ena izmed Mavego, to je moja splet, pač moje podjetje, so mamice z otroci, ki pač rade ustvarjajo. Ok, se pravi, jaz vem, mamice z otroci, z njimi bom komunicirala na način, da bo jih povežem, oziroma da se poveže z njimi tudi preko otrok. Ok? Potem morate poznati njihov ritem, kdaj so na Facebooku. Tomaš je prej govoril o enih urah, kdaj to deluje, oziroma kdaj se njim najbolj splača objavljati. Če ste poslušali, pa rekel, da to ni njih pravilo, oziroma da ni nujno nevedno tako. Jaz vam svetujem, da vi malo testirate, pa da pogledate, kdaj so vaše stranke, oziroma kdaj so tisti, ki so všečkali vašo stran na Facebooku, pa takrat objavljate. Lahko so v urah, ki jih je Tomaš povedal, lahko pa niso. Recimo, pri nas je ob 10 zvečer, zato ker takrat dajo mamice otroke spati, imajo čas, da grejo malo na Facebook, pa malo objavljajo. Ali pa malo pred 8, ko pridejo v službo, pa se hitro logirajo na Facebook. Kakšne stvari imajo radi? Hodijo po noč, čez dan oziroma med vikendi v naravo, so bili noter. Vse take stvari so zelo pomembne, da veste, kako komunicirate s strankami. Kakšno komunikacijo uporabljajo oni s prijatelji? Jaz s svojimi strankami komuniciram na ti. Vse je tako zelo prijateljsko, zelo sproščeno. To morate vi sami vedeti. Je vaša ciljna publika sposobna to, ko v narekovaj sposobna to prenesti, ali ne? A jim bo to všeč, ali ne bo? Pa tudi vi morate biti tako, da vam je domače, da komunicirate na ti. In tako naprej. Ok. Zdaj, dajati morate, to smo se naučili. Zdaj pa kako? Evo, takole, jaz sem Dolenka, tako da mi imamo takole. Tako da si čist vsak dan, ni važen, ali je nedelja, ali je sobota, ali je praznik, ali si na počitnicah, ali pa ni, skozi si z njimi. Nekaj si z njimi povezan. Ne vem, jaz sem šla na dopust, par tednov nazaj, 14 dni nazaj v Opetijo, šla sem na odklop, pa kaj sem naredila? Šla sem na sprehod, sem vzela telefon, pa sem naredila Facebook Live, pa sem rekla, hej, živjo, danes sem jaz na dopustu v Opetiji, pa se vam samo toliko javljam, da vam pokažem, kakšen lep sonček je, kakšno lepo morje je, da delim to z vami. Ok? To, da oni ne pozabijo na nas, ker ljudje imamo polno glavo stvari. In če ne boste vi skozi prisotni v njihovem življenju, bodo pozabili na vas. Avtomatsko. Mislim, jaz pozabim še na svojo najboljš prijateljstvo. Grdo, ampak ja. Da si njihov prijatelj in oni tvoj. Da jih pač dojemaš tako, kot da so tvoj prijatelj. Da jih ne dojemaš sam kot neko stranko, kot ti bo prenesla denar. Dan that dinner. Tako da vem, kaj pomeni, če komuniciraš z njimi v sproščenem kot prijatelj, ali pa, ko preklopiš v mindsetu, pa začneš šit, zdaj pa imam zaposlenega, zdaj pa moram plačo dati, pa bom zaslužila to za čez mesec, da bo za mojo pa njegovo plačo in avtomatsko začneš delati za denar. Ne, prosim, ne delati za denar, delajte za ljudi. Pa zato za njihovo dobrobit. In denar bo avtomatsko prišel. Obljubam. Da imate različna darilca pa presenečenja za njih. Okay? Recimo, mi spravi smo spletno trgovino in mi vsakemu paketu priložimo še eno darilce.
To nikjer ne oglašujemo, nikoli. Pač to je naša pozornost za njih in oni, ko to dobijo, so ful veseli. Ne samo zato, ko so prvič ful hitro dobili naročene izdelke, ampak tudi zaradi tega, ker si se potrudil za njih. Plus še to, da mi damo na vsak paketek mašnico. Tako da že ko dobiš in wow, ful lepo, ne? Razna presenečenja, da jim daš, ali pa, ne vem, zdaj, ko je bil 8. marc, jaz sem v 77 voščilencem naredila ročno, sama sem si vzela čas, jih na roko napisala, pa poslala strankam. Pač tle sem si izbrala une, ki večinoma komuniciramo, ali pa zdravi. Ali pa, ko so mi tako bolj pri srcu, ali pa sem se pač enostavno spomnila na njih, nisem šla po nekem ključu, da je najbolj stranka. In ljudje, ki so to dobili, oni so bili ful veseli, oni so na Facebooku to šerali. Tega me noter, magali tega in tako se ti avtomatsko poveča baza ljudi. Okay? Vzame si čas za njih. Če ti oni pošljajo mail, ja, naučite se hitro odgovarjati na mail, pa ne preveč osebno noter. Recimo, moja napaka na začetku je bila, sem imela eno gospod, ki mi je ful pisala o njenih osebnih problemih. Meni je bilo ful hudo za moj, sem se ful pogovarjala z njo, pa zato me je šlo, ne vem, pol ure, 1 uro na dan. Ne to dela. Imejte, da si še zmer pokažete, da ste si vzeli čas, da vam je mar, ampak morate to hitro zaključiti. Okay? Z njimi deliš vzpone in pace. Eden izmed boljših FB Life-ov je mojih je bil ta, da sem se jaz jim odprla. Ker recimo jaz sem z njihovega življenja, nisem čist zginila, ampak nisem bila več tako pogosto v njihovem življenju sprav. Pač moji mami v družini, ker sem šla čez to svojo krizo. Ko sem jaz to krizo premagala, sem posnela FB Live, kjer sem jaz njim vse zaupala, res vse, šla sem tisti v najbolj osebne stvari, tega vam ni treba delati, če se ne čutite, da boste šli tako osebno noter, ne tega. Ampak jim pa povejte, jaz se ne počutam v redu, jaz se počutam slabo, zdaj si moram vzeti, ne vem, 1 teden nadiha, pa se pol spet srečamo ali pa vidimo. To jim povejte, zaradi tega, ker oni se bodo z vami povezali in s tem se boste vi z njimi povezali, prvič bo vam lažje, ker sem jaz njim povedala, meni je bilo tako, hvala Bogu, zakaj nisem več tega prej naredila. Meni je bilo tako, šit, pa ne dam jim vsega, pa ne, skozi bil neki majhni škratek v moji glavi, pa ne, in se polno sekiraš, pa energijo vjamlja, ne, povejte jim. Enostavno oni razumejo. Pa tudi ne vem, ko nekaj dobrega dosežete, dajte jim povedati, dajte jim pokazati, delite z njimi to veselje. Lahko jih, ne vem, to je lahko tudi razlog, da jih nagradite. Ali pa jim rečete, ok, boste dobili to pa to darilce. Pa dajte jim čist vse, kar veste. Ne skrivati, pa reči, ok, če kdo recimo tle dela kakšna predavanja ali pa kaj takega. Ne reči, ne, tega pa ne bom povedala, zato ker to bom imela pa za svoje predavanje, ki bo pa plačljivo. Ne tega dela. Do takrat, ko boste svoje predavanje dali ven, takrat boste itak že vedeli nove stvari, ki jim boste lahko dali. Okay? In tudi, če jim boste vse dali, ker veste, ljudje se bodo še zmer prijavili na vaše predavanje. Glih sem zaradi tega, ki jim date, zato, ker se z vami povežete, ki vam zaupajo. Okay? Morate si dobiti njihovo zaupanje. Okay. Takole je izgledal, recimo, če imamo spletno trgovino, včasih narediš napako, pa pošlješ kakšno napačno, ali pa kaj ne daš noter. Oni ti pišejo, se jim ful lepo opravičeš, pa pač mi smo poslali manjkajočo štepilko v tem primeru, pa še darilce smo vam dali zraven, ne? In, tole je, to dvoje je ustvarjalni material, to je pa čokolada, če vidite, čist nič ni povezan z ustvarjanjem. Ampak je to pač ena stvar, ki je pač presenečenje, nekaj, kar ne bodo pričakovali. In je takole gospa pol objavila na Facebooku, na našem profilu. To je ful dobro, to smo dobili review, tako, ne, ker ga sploh nismo pričakovali. In ful pomemben je, da ko dobite reviewje, da se jim zahvalite. Če ljudje, ki odgovorijo nazaj, in ti vi odgovorite nazaj, ok? Ne pozabite na njih, ko vam enkrat pošljajo review, ali pa, ko se jim vi že komentirate. To na tak način spostavite komunikacijo z njimi. Ok, to je pač paketek, ki smo ga poslali. Navaden paketek, nič ni bilo narobe.
In je bila punca toliko vesela, da je isto objavila na Facebooku. Ful hvala za današnji paket in priloženo darilce. Ja, ful dober, take stvari rabite na Facebooku, ok? Ne pa tega vi sami objavljati. Ne vem, ne reči, naša stranka je bila pa ful zadovoljna. Ne se hvaliti. Ljudje bodo sami to naredili, ok? Ko bodo začutili. Razen, če vam oni dovolijo, ok? To je pa drugo. Ok. In bodite točno to, kar ste. Ne delate, da ste nekaj drugega. Pejte v to tako, kakor čute. Se pravi, pravi resnični in surovi ti z vsem sijajem in šitom. Ok? Ker pač vsi smo ljudje. In ljudje se dosti bolj povežemo z unimi, ki pokažejo, da so ranljivi, kakor z nekom, ki je ne vem, ki je visoko, ki ga ne moramo doseči. Morate jim dati nevrednost, morate jim dati občutek, da ste jim dosegljivi, da se lahko zanesejo na vas, ok? Da vam lahko zaupajo. Ok, pojmo zdaj mečkem praktično. Kje lahko z ljudmi komunicirate? Na blogu, na YouTubeu, na Instagramu, na Facebooku, na newslettersih, razne delavnice, ki so lahko online ali pa v živo, kot je recimo tale, webinari, ko delate prek mailov, zdaj newsletter je tudi mail. Jaz mislim v tem primeru maili, ko odgovarjate svojim strankam. Ok? Zdaj mi se bomo danes dotaknili sam Facebooka, zato ker je pač seminar o Facebooku. Imam pa namen v maju, konc maja narediti delavnico, ko bo pač se dotaknila še pač ostalih stvari, no? Ko bomo bolj podrobno govorili o tem, kako ti se povežeš s strankami, pač razni triki na svet. Ok. Zdaj, jaz bi se dotaknila sam newslettera pa delavnice, predno gremo na Facebook. Vse te platforme oziroma načine lahko povežete s Facebookom. Ne lahko, morate jih. Ok? Se pravi, če objavite nekaj na blogu, dajte to deliti na Facebook. Če objavite kaj na Instagramu, ja, pa zakaj ne date tudi na Facebook? Ali pa, ne vem, če imate delavnico živova, da boste povedali ljudem prek Facebooka, da jih imate, da se bodo lahko pojavili, ne? Isto za webinare. Ok, newsletter pa Facebook, to se nekaj. Ja, se da obrata, recimo, da naredite Facebook Live, kot sem prej govorila. Pa potem v newsletteru poveste, ok, sem imela Facebook Live, dajte pogledati, če niste videli, ne? Pa ja, pa pol gre pa pogleda, ne? Ali pa še boljš, preden naredite Facebook Live in pošljete mail, pa jih obvestite, pa rečete, ok, danes večer ob tej uri bom jaz na Facebooku, pridite, bomo skupaj kakšno rekli. Recimo, pri nas je ful fajn, ko imamo vprašanja pod govor. Spravo oni meni postavili vprašanja, jaz njim pač odgovorim. Meni je ful fajn, da oni meni prej postavili vprašanja, da se jaz lahko malo pripravim, ok? Pa tudi fajn je, da imaš prej, kako ti daš Facebook Live, moraš nekaj imeti materijale, ker preden oni tebi napišejo, traja nekaj, boš zdaj tiho, ali boš gledal, ali boš nekaj brez veze govoril, ne? Čeprav pa boste videli, jaz ful nekaj brez veze na začetku govorim. Sem ni brez veze, pač povežem se z njimi, ne? Na tak način. Zdaj sem se malo skupila. Ok, pejmo na delavnice. Delavnice v živo ali pa online. Oboje so v redu. Ampak zdaj gre vse ful preveč na online. Dajte tako narediti, da ste še smer prisotni tudi v živo. Ker čist nekaj drugega je, če greš ti do nekoga, pa rečeš živo, čau, živo, ok? To je čist nekaj drugega, če na tak način naredite, ker je osebnosti, ker je kontakt in ljudje to rabimo, ker smo čist preveč odvisen sam od Facebooka, Instagrama in ostalih online zadev. Ok, tako da delavnice v živo vsakmo so. No, pa vemo, ajde, Facebook. Ja, naš najboljši prijatelj. Če želite delati skupnost, je to nekaj najboljšega. Zakaj? Ker Facebook ni platforma za prodajo. Ja? Facebook je platforma za grajenje povezav med ljudmi. To si morate zapomniti. Prek Facebooka ja prodajate prek AdWordsov, prek oglasov, ok? Ampak to so oglasi, to je ločeno od tistega, kar vi delate na svoji strani. Valjda, si vmes boste tudi napisali, ne vem, Tomaš tudi napišem, imam predavanje, pridite, ne? Zdaj naredil reklamo, tudi jaz napišem, v soboto imam pa delavnico, dajte prideti, prijavite se tle pa tle. Ja, to je direktna reklama.
Ampak preden jaz to naredim, jaz jim dam vrednost, jaz jim dajem, pa dam en post, ki je prodajen. Okay? Tako delajte. Ne sam popat gor stvari, ki so prodajene. Dejte jim gor stvari, ki imajo vrednost za njih. Ja? Komunikacija na Facebooku je sproščena. Ni tako spoštovani, da bi šli na banko. Ne. Morate biti sproščeni. Tudi vi, ko se boste s prijateljem pogovarjali, a se boste pogovarjali, ja, spoštovani, a ste videli, ne vem. Ne boste tako. Facebook, na drugi strani imate človeka, ki je vas prijatelj in tako ga tudi nagovarjate. Pišite čim krajše sporočilo. Se pravi, jaz najraje delam, da dam fotko, pa napišem še eno sporočilo, oziroma pač tekst. Zakaj? Zato, ker ti odpreš Facebook in greš ček, ne vem, jaz sem šibam, ok, ta fotka je cool, kaj je napisal? Cool, ok, všečkam, ja? Noben ne bere dolgih tekstov na Facebooku. Razen, če jih boste prvabili s prvim stavkom v tekstu, ok? Če boste pisali dolge tekste na Facebooku, dajte gledati tako, da boste najprej napisali neko full fine zadevo, s katero boste ljudi pritegnili. Plus še to, da morate paziti, da boste pisali čez cel tekst, da jih boste pustili oziroma držali noter vas. Ker ne glede na to, da če jih boste na začetku potegnili, še zmeraj oni bodo scrollali naprej, če naprej ne bo zanimivo. Okay? To ni blog. Na blog prideš pa bereš. Ne, to je družabno mreže, ker nimaš časa, da boš 100 let nekaj bral. Razen, če je zanimiv. Okay? Tako da, če imate dolge tekste, jaz vam bolj priporočam, da si odprete blog, tam pišete dolge tekste, pa linkate svojo objavo na blogu na Facebook. Še tako. Pač to je moje, to je pri nas, da kje drugje drugače. Jaz nikoli ne dam, se pravi, ko napišem tekst, pa dam povezavo oziroma call to action, da kliknejo na povezavo, ne pustim, da mi spodje ostane slikca od povezave, ampak dam novo slikco. Se pravi, da je samo slika, da ni Tomaš je imel prej, ampak se veste, o čem govorim. Pač ponovno tako naredi en tak papirček, pa je slikca, pa pol spodje še tekst iz bloga. Tega pač jaz ne puščam, zato ker sem ugotovila, da je pač prvič manj všečko, drugič manj ogledal manjši doseg. To je pri nas, sploh da je pri nas drugače. Ok, delajte tako, kot je pri vas najboljše. Je pa tako, vedno je test. Tudi, ko testirate, da je ena stvar, da bude, ok, bo delovalo en mesec. Čez en mesec pa ne bo več delovalo, morate spet na novo. Ja? To ni tako, da prideš pa zaspiš, skozi je action. Fotke, ful lepe fotke, ful palijo, ampak palijo pa tudi fotke, ki se tako lepo staviš, narediš nekaj selfija, pa pol en hud tekst narediš, ok? Ker to si ti, to si realen ti, nisi sfriziran, ja? Video pa Facebook Live. Yes, delajte to. Čim več videotov, Facebook zdaj ful promovira, no že kakšen let. Video te ful promovira. Facebook Live zdaj je na novo še itak ful bolj, ne? Tako da, dajte se pogum, res nič ni, ne vem kaj strašen. Sej, bomo pa nekaj narediti. Tako da, evo, to je recimo ena fotka, ko sem jaz fotografirala te voščilence, pa sem jim sam dala vedeti, kako zgleda pri meni, oziroma kaj se zdaj z mano dogaja, ok? In sem sam napisala pripravljena fotoshooting in to je to. In sem dobila full lajkov. In pol recimo, če recimo tole vam Facebook napiše, če imate več, če je pač interakcija, se pravi, če je več ogledov, več všečkov, več komentarjev, če je večja kot pri ostalih, vam takole spodaj napiše. Zdaj, če se meni zdi, da je objava fajn, jo pač kliknem na tale boost post, pa pač ja, plačam Facebooku, da mi bolj prikazuje objavo, pa kaj pa. Mislim, koncu tudi oni morajo od nečesa živeti, plus jaz imam od tega plus. Ne boostam samo objave, kjer prodajam, boostam tudi objave, kjer se z njimi bolj povežem, ok? Recimo live videe ful rada boostam. Ja, zato, ker to jih več folka vidi, ja, malo plačaš. Ne, ampak zato boš ti vse dobil nazaj čez čas. Ne iz danes na jutro, ampak čez čas pa. Potem recimo, to je tudi recimo behind, kaj se dogaja v ozadju, ne? To smo delali načrt za našo spletno trgovino, ki jo bomo prenovili. To sta pač dva zunanja sodelavca, ki smo odpolje noter padali. In isto sem nekaj napisala,
Folk je bil čisto navdušen, pa to sem naredila objavo, ki jo ponovadi sploh ne objavljam, v urah ponovadi nimajo všečkov. Okay? To je moja hči, pa to sem jaz, ki kuhamo. Kdo bo dal to na poslovno stran? Ja, dejte, ker ljudje to vejo. Kako sem rekla? Moja ciljna publika so mamice z otroci. Okay? Kaj je boljše, da dam svojega otroka gor? Kaj je boljše, da pokažem, da nisem skozi sam ne vem, ampak da se tudi vzamem čas za otroke, pa z njimi delam. Okay? Plus še to jaz vse tekste nekako napeljem tudi na ustvarjanje. Okay? Tako da povežem vse na nek način z biznisom. Ok, pejmo še malce bolj podrobno. FB Live, yes. Tomaž je že govoril, pa še bo govoril o ostalih stvari. Verjetno tudi še kje od FB Live-u. Meni je to svetovna zadeva. Tako da vam bom več povedal o tem, dejte to delati, res. Tako da, evo, je ful simple, to bomo zdaj naredili. Čakaj. Bom čisto lepo razložila, da se narediti. Skratka, zdaj odvisen, kam hočete dati. Če hočete dati na osebno profil Facebook Live, greste na svoj osebno profil. Če hočete dati v grupo, greste na grupo, pa lahko delate sam s telefonom tablice, mislim, da je tudi lahko začel. Tudi prenosniki. Zdaj je tudi prenosnik. Jaz nisem vedel, pa mi je na seminarju prejšnji teden ena punca pokazala. Pol je pa to zdaj na nov, ker prej ni šlo. Sem nekaj, a to vedno, če biš live, boš preko osebnega profila lahko? Ne, zdaj to hočem zdaj razložiti. Če greste preko osebnega profila, greste na osebni profil, kliknete na live. Če greste če hočete recimo kakšno zaprto grupo, to mi ful delamo v tej, ki sem govorila, da so v eni grupi. Punce, ful ste vabljene, čakaj, Visible, ja, hvala, to. Tja se prijavite, pa vas mora polenja vprediti. Tako da tam noter ful delamo FB Live-u. Zakaj? Zato, ker ta grupa je nekaj domačega, tam se počutimo domače. Tudi če who cares? Mislim, tam smo sprejete, ok? In to je en način, kako to skupnost narediti. Ljudi, kjer se počutiš domače, kjer jim lahko zaupaš, kjer lahko vadeš stvari, ok? In glavno greste noter na grupo, tako da ste na grupi in pol tam delate FB Live, ok? Če pa delate na svojem business page-u, greste pa, to veste, da imate aplikacijo na telefonu za business page, kliknete tja gor, zdaj za računalnik ne bom govorila, ker ne vem, to je zdaj moja informacija na gor. Pol moš biti prva aplikacija za business page? Ja, Kako se pa imenuje? Page Manager. Ok. Pa morate biti, zdaj verjetno nič ne vidite. V glavnem, ko ste na svojem page-u, imate tako spodaj gumbe Publish, foto, video, live pa event. Kliknete na tale live, ok? In pol se vam pokaže takole, to ste zdaj vi, ok? In pol napišete, nekaj napišete, ne vem, jaz bom zdaj, vedno ko pišete teaser, pišete nekaj, kar bo folk pritegnil, da bo več kot 3 sekunde gledal, ok? Ker vam ni zato, da se bo videl, sej vam bo število ogledov gor šlo, če je 3 sekunde. Ampak od tega nimate nič, vi hočete, da vas ljudje poslušajo. Se pravi, jaz sem napišala video, javljanje tokrat malo drugače. No, in pol sam kliknete na gumbek, go live, čakajte se, naštimate se tako, da se vidite, ne? Date klik go live in pol vam odšteva. Evo tako, danes se javljam iz delavnice v Facebooku, pri Tomažu Gorcu. Če še niste bile, pejte, ful priporočam. Danes tudi jaz nekaj malo govorim, jaz kar dosti govorim, tako da ja. In zdaj vam bom pokazala, kdo vse je z nami. Tako da, malo je pomno. Dajte se malo nasmejati, zdaj ste na Facebook Live-u, če ga še nikoli niste delali. Tako da to je zdaj prvič. Ok, tako, samo tako malo, da vidite, da jaz nisem skozi sam v ustvarjanju, ampak da včasih
včasih grem tudi na kakšno predavanje, pa kaj povem o marketingu. Ok, to je to, se vidimo verjetno zvečer, do takrat pa en velik objem in en koš poljubčkov. Čau! Pa na konc, ne? Tako, gor vam bo pisali, koliko ljudi vas gleda. Okay? Dlje časa, ko boste govorili, pa če boste zanimivi, bo folk ostal, oziroma se bo povečvalo število ljudi. Manj časa, ko boste manj ogledal, bo razen, če poveste naprej, bom takrat folk pričakuje, pa vas čaka. Okay? Pa na koncu imate možnost, a boste objavili ali pa ne boste. Če rečete, shit, ni bilo v redu, noč, pač date deliti in to je to, in pač je videli tistih par folka, ki je bilo takrat dole, in tak pozabil, ne se sekirali. Okay? Ampak jaz ne bom, jaz klikala na Google Post in zdaj je na Facebooku. Okay? Na moji spletni strani. Tu si na page dala. Na page sem to dala, ja. Mabelu.com. Ok, čakaj, to smo bili zdaj v živo. In zapomnite si, noben ni popoln. Nič ni narobe, če ga kiksnete. Nič ni narobe, če kaj čudnega rečete. Pa kaj pojmo. Dokler poveste, da ste ga usračkali, boste pač naslednjič popravili. Ok, ful dobro, na napaka se učimo, ja? Zakon. Evo, zdaj vam bom jaz pokazala moj prvi video, čakajte, Facebook Live, ki je bil narejen, pa je zdaj ful časa nazaj. Evo, in je zgledal, je bil krašen, čakaj zdaj, če ga boste videli. In je zgledal tako, ja, to sem bila jaz pol leta nazaj. A ne, 9 mesecev, ja. Ja, čakaj, zbog nova. Evo, gledajte to. Skoro sem pol glave, torej zelo sem lepo to. Skoro ne cečem. Zaradi tega, ker nisem znala delati. Pa kaj to? Z tega sem naslednjič rekla, ok. Zikar mora imeti Facebook neki cool, zikar je neki fajn narejenega, da lahko jaz to obrnem, ok? In ja, čakaj, grem sem. Moram biti pa ena kamera. In ja, da se. Tako, ko lahko, recimo za sektije, ki spreminjate, da pač uporabite to kamero ali pa to kamero, isto lahko med videom in to lahko na live-u lahko spreminjate. Ok, vse na Apple-u. Jaz upam, da tudi, po mojem, tudi na ostalih telefonih. To lahko spremenite. Edin, kar morate paziti, je, da je 1 sekunda vmes ali pa pol sekunde vmes premora. Tako da, ko stihnete gumb, da obrnete, koliko sem recimo jaz prej vas skazala. Jaz sem sam gumb stisnila, sem malo vtikana, zaradi tega, ker je pač mečkam premora, da vam ne odreže, kar hočete povedati, pa spet obrnete, če hočete, da se vas vidi. Ok? To je čist tak, simpel trik. No, prej ste videli en tak live, ker nisem bila največ kaj problema. Tako pa zgleda, če se jaz recimo mečkam vrtala. Ok, boljš, ne, kakor je bilo on ta prvi. In vsak live je boljši. Vsaki se nekaj naučiš. In kaj jaz delam? Ja, lahko sem samo všečna, lahko pa nisem, ampak jaz grem vsak live, grem čez pogledati. Včasih tudi 2-krat ali pa 3-krat. Enostavno jaz sem se naučila svoj glas sprejeti, pa ga poslušati. Na začetku je ful težko, zato ko je vaš glas drugačen, kakršnega vi slišite. Ampak s tem se vi lahko naučite, s tem lahko veste, kje je napaka, kaj lahko popravite, kaj ste dobro naredili, da naslednjič isto naredite. Ok? Hvala, da smo videti. Ko sem že rekla, napovejte Facebook Live naprej. Ne samo prek newslettera, povejte na Facebooku, obtekate uri online, pa rukajte eno vašo fotko. Ali pa lahko kaj drugega, ne vem. Recimo, takole sem jaz naredila. Tle sem govorila o delavnici, ki bomo delali v soboto, zato imam soboto na bo, ki imam delavnico, ko bomo delali tale albumček. Ja, valjda, govorila sem o tem, dala sem fotko sebe pa tega albumčka, ko prvič sem naredila na tak način promocijo za delavnico, tako posredno, ne direkt. Drugič pa ja, ljudje hočejo vedeti, kdo stoji za biznisom, ok? Ok, še par nasvetov. Pa, zdaj pa ne vem, slovenskega prevoda za to drugo besedo, ampak se razumem. Bodite čim bolj sproščeni.
Ja, sej, prvi ste videli, jaz sem bila ful živčna, oni tretje. Kaj sem pol začela delati? Neč, vzela sem telefon, sem si ga postavila tako, kakor je bil, kakor bi ga imela za live in sem se snemala in sem govorila, ne? In pa sem to nazaj gledala in pa sem to ponovila, ok? Noben tega ne videl, sam jaz. Zato, da sem se malo sprostila. Navadite se, da je lepo, če sebe gledati. Okay? Tudi recimo, ali pa vadite pred ogledalom, pa kar govorite bedarijo, ne treba, da govorite o biznisu. Sam to, da se navadite, ker ko boste snemali Facebook Live, pa če se bo vas videli, boste vi svojo sliko noter gledali. Okay? Pa fajn je, če probate čim več v to kamerco gledati, ne toliko svojo sliko, zato ker pol vaše oči gre v kamero in pol zgleda, kakor da osebo gledaš. Ja? Bodite vi, bodite to, kar ste, ok? Ne se delati, da ste nekdo drug, ker ljudje to začutijo. Takoj na začetku morate vzpostaviti stik z ljudmi, ok? Se pravi, vi začnete, pa rečete, valjda pozdravite, pa jaz ko rada na tem rečem, ok, itak vidite, koliko ljudi vas gleda, če noben ne gleda, polja, probajte nekaj govoriti prazno. Pač to si pripravite že vnaprej, da če noben ne bo gledal, bo prazno nekaj govorite. Kokor vidite, da se je nekdo pojavil, sam rečete, dajte mi prosim sporočati, kdo je tle, ne vem, všečkajte, še rajš napišite komentar, to da vidim, da vas lahko pozdravim in ko folk začne pisati komentarje, vi sam začnite, živjo, ne vem, Mateja, živjo, Simona, po imenu, tisti ljudje, ki so pustili komentar, ki so vas všečkali, če všečkajo, se vam tako všeček, če je zapelja, pa srček ali pač druge emocije, vidite sam sliko. Če po sliki veste, ga pač pozdravite, če ne veste, pač ne veste, neč se sekirate. Tudi če koga vmes pustite, neč hudga, ampak pozdravite ljudi, ki so prišli, ok? Pokažite jim, da vam je mar, da vam je fajn, da so oni, da so si vzeli čas, da so z vami. Napišite si oporne točke. Ja? Ker sem jaz prej, ko sem vam govorila o tistem Facebook Live-u, ko sem ga delala, sem govorila o svoji težki izkušnji, jaz sem si napisala celo pismo, res, jaz sem jim rekla, jaz imam tle celo pismo, jaz ne vem, a vam bom lahko vse povedala, a vam ne bom mogla, zato imam blond listek in če bom kje dol gledala, to pomeni, da berem. In to sem s tem razlogom, da vam jaz lahko povem vse, kar vam želim povedati, ker si to zaslužite, ok? Vejte jim, da imate blond listek. Nič ni kaj tasega, zato ker s tem oni več dobili. Telefon, vidim, da mi je črka, telefon imejte na stabilni površini. Ok, tako recimo, če so tako cool, ne? Ampak če se pa, ne vem, koliko smo ga zadnjega mojega gledali, si usedeš, pa si telefon, recimo tiste je bil na stojalu, si dobijo taka stojalca, zdaj sem ga dobila, lahko reklama. Etui za mobi, pa so ga pač sem zame naročili, ne vem, mogoče imajo zdaj v ponudbi. Ampak po moje se ga tudi v kakšni drugi trgovini, ki imajo za telefon. To, če nimate tega, ni nujen, da imate. Recimo, jaz sem si doma, tle sem si dala dva trakova lepila, pa sem si ga na amaro pripopala. Ja, kaj, tako je bilo vse stabilno, ne, pa naravno. Ali pa ga postaviš ob neki. Glavno tako gledajte, da se vam telefon ne bo prevrnil, pa da bo nastabilno, da se ne bo tresel, ker to ni fajn. Težko je gledati, če se stvar trese. Pa dajte vrednost videu, ok? S vsakim videom, ki ga naredite, ljudje morajo dobiti eno vrednost. Ja? Pa tudi vmes, ja, lahko kaj prodate, več ni narobe. Tudi jaz zdaj na zadnjih dveh sem delala reklamo za mojo delavnico. Ampak vse tako sem lepo speljala, ne kupi, ampak lej, bomo to imeli, se bomo to učili, ali pa sem nekaj odgovarjala, se nekaj več ste pa naučili na delavnici, ki imamo soboto, lepo vabljeni. Pa ne pozabiti, če to naredite, morate zmeri dati call to action, oziroma jih morate poklicati, to je direktno prav, morate jim povedati, kaj hočete, da oni naredijo. Spravi sem rekla, pište mi na marina@maberu.com, če se hočete prijaviti. Ok, se pravi, sem jim takoj povedala, kaj morajo narediti. Ker če ljudem ne boste povedali, ljudje ne bodo naredili. Isto na Facebook objava. Če hočete, da všečkate, ja, napište, všečkaj. Ne? Če hočete, da komentirajo, napište, komentar pustite. Ker če ne boste folk dušovni. Ok, preden zaključimo s tem FB Live-om, zdaj to veste, da si lahko posnetke prenesete na računalnik, da ste jih naredili. Ja?
ali vam pokažem. A te live posnetke? Ja, live posnetke si lahko prenesete dol, pa lahko jih date bolj na druge, YouTube, na vašo spletno stran. Kako jih embedate, kaj je to slovenski? Vgradite, hvala, ja. Na spletne strani. Ali pa tudi noter v newsletter, da se vam takoj prikazuje. A vam jaz to samo hitro pokažem, a? Tako ful prosim. Pa jaz nisem noben računalniški tehnik. Še na nas, če bom da tega gledali. Ja, ne se. Se pravi, ja, čakaj, bomo malo vam zmanjšali nekaj. Evo, tlele vidite te 3 pivce, ko so. Tle. Ja, tle gor greste, pa vam pa piše save video, to je, če ga hočete downloadet. A imate pa embed, oziroma download imate tlele spodaj, no? Pa imate pa embed, kliknete gor, pa dobite tako kodo, ko jo pol date na spletno stran. Če ne marate delati s kodami, pač proste vašega računalničarja, mislim, to pošljate, pa računalničarje to postopajo. To kodo pošljate, zdaj sem malo. Pa vidite, jaz imam angleščini, verjetno je to tudi v slovenščini. Imate advanced settings, tle pa dobite URL link do tega videa. Recimo, jaz če pošiljam, jaz ga ne gledam v newsletter. Jaz ga vedno pošljem tale link. Jaz vedno tale link skopiram, pa ga noter v newsletter. In to jih bo pelali direkt na vaš YouTube video. Na tak način bo narediti. In to je pač to je vse, tle imate pa boljše celo, ko vam nekaj sistem ne opazim. To dajte računalnič. To je pač cela znanost. Nič težkega, ne? Pa ful vam prenesla. Zdaj pa pejmo nekaj čist malo še o FB skupinah oziroma grupah. Odprte vse zaprte. To je Tomaž že prej nekaj govoril, tako da jaz se ne bom kaj dosti tega dotikala. Bom pa sam rekla, jaz sem bolj za zaprte. Zakaj? Zato, ker ustvarite skupnost, kjer si ljudje zaupajo, ker si ljudje počutijo varne, ko vejo, da noter ne more kar nekdo priti. Tudi pri zaprtih, ja, vidi se, da je grupa, pa vidi se, kdo je del te grupe, ne vidi se pa postov, ko jih not objavljate. Bolj se lahko z njimi povežete. Mi imamo, jaz sem jo zdaj odprla za Maverom, ta ponedeljek, ki je bil svetovni dan sreče. Pač isto, pač dala sem fajn razlog, zakaj sem odprla, ker je svetovni dan sreče, ne? Da ima FB grupo odprla. In je noter že več kot, zdaj pa mislim, da je okrog 150 ljudi noter, upam, da se nisem zdaj zlagala. In punce objavljajo, one pišejo, je komunikacija v 4 dneh. Ja, ampak je pa tudi tako, jaz sem aktivna noter, jaz vsako objavo všečkam, vsako objavo, če se mi zdi pomemben, jo komentiram, sploh ne vem, kdo prvič objav post. Ja, napišem dobrodošla noter, plus recimo zdaj se ful hiter ljudje menjajo, tako da vam pač napišem sam punce dobrodošle. Ja, bom zajet ušica. Čakaj, da sem da pa zgubila. No, tudi to, recimo, če se zgubite, to ni nič narobe, če jim poveste, okej? Plus še cajci kupite, da se spomnite. Všečkaš vsako objavljanje. To pa, ja. Kasneje bom pa pač jaz vsazga, ko bom na nov prišel, in bom poimensko bom rekla Živjo, Mateja, Marina, Maruša, dobrodošli v skupini, delite z nami vaše izdelke, okej? Povežte se, sprašujte, če kaj rabite, ja? Tako da, ampak če ste za to odločili, pa da hočete skupnost graditi, morate biti aktivni noter. Ne samo je postaviti, pa to je to. A si potem cel dan na telefonu? Ne, nisem. Jaz se znamem... Mislim, to je problem, so problem. Ne, nisem. Je bilo tako, da sem bila, ampak sem si rekla dosti tega, ker pol ostalih stvari ne naredim, nisem koncentrirala in si vzamem pač naštudirano imam, da so pač punce gor. In takrat sem tudi jaz gor. Zato da je komunikacija takojšna, da ni se zamikom. Če boste komu odgovorili, ne vem, 3 ure kasneje, ja pa prav, pa boste, pa kaj pa. Vse ljudje razumejo, da nisi sploh na Facebooku.
Okay? Čeprav na Facebooku je fajn, da takoj, ne? Ampak če ne boš tudi nič kupila. Zato je fajn, da si pač naštudira prebajst. Tudi recimo... Mislim, si organiziraš tako dan, Ja. zjutraj, to me zanima, Ja. predvsem kako si organiziraš. To ja, vem, kdaj so oni gori in takrat komuniciram. Tudi recimo, če so čez vikend, tudi čez vikend moram jaz Normalno. delati, ne? To sem jih pa navadila, da če so otroci pri meni, takrat pač sem jaz z njimi in komuniciram zvečer. Vsi ljudje razumejo. Mislim, res, morate si tako narediti, da se boste vi dobro počutili, pa če boste vi pregoreli, če boste vi brez energije in tudi njim ne morate dati. Okay? Najprej ste vi, pa so postali. Nujno, egoistično slišati, ampak tudi na avionu ti rečejo, najprej daj masko sebi, pa še otroka. Ja? Ok. To, kar sem rekla, bodite aktivni v svoji grupi, a kako je to manj pogovoril v drugih grupah tudi. Ja? Sprav, je tudi ene par ustvarjalnih grup, ki sem jaz aktivna, nisem to kako v svoji, ampak še zmeraj pa pogledam, ne vem, rečem, enkrat na 2 dni, ali pa enkrat na 3 dni. Pogledam, kaj je tazga, če se mi zdi, da lahko govorim, sama svoje linke noter popam. Tako, pač da imate interakcijo z ljudmi, okej? To je to. Jaz upam, da sem bila zanimiva, ampak ne gre tako hiter pri meni, jaz ne vtihnem tako hiter, to da, čakaj, imam nekaj za vas, tako da sam da mislim, pa jaz upam, da imam dosti. Ja, ker Tomaž je rekel, da vas bo 30, zdaj pa jaz ne vem, če bo tega da če za koga zmanjkam, pošljem po pošti. No, to je bil še en način, kako gradiš skupnost, okay? Kako se poveže s ljudmi. Ja, mogoče jih bo premalo za vas. Lej, če komu zmanjka, takoj ste se odličili. Meni pa, evo, jaz vam bom dala kar takole okrog, če vam jaz vse to delim, bolj malo preveč, tako da si postrešite, da se malo postrpete. Tukaj je moja mama strana. Tako da, zdaj pa čisto res. Hvala za pozornost in hvala, ker ste. Bravo.